Ministrstvo za okolje in prostor je pred časom zavrnilo vlogo za spremembo projekta, v katerega želijo na občini Muta vključiti 6 hribovskih vodnih virov, tudi enega avstrijskega. Spremembe bodo skušali uveljaviti z aneksom k pogodbi, ki jih morajo oddati do 15. februarja. Projekt vodooskrbe v oporečju Drave, v okviru katerega gradijo vodovodni sistem v koroških občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka, je deležen večjih sprememb, ki so vredne milijone. Župan občine Muta vidi veliko težav v tem širokem projektu. Največja težava je ta, da in partnerji, ki smo v tem projektu, to se pravi še 4 ostale občine, skupaj z posredniškim organom Ministrstva za okolje in prostor, ne najdemo skupnega imenovalca, da to, kar smo mi na Muti predlagali, to je ohranitev nekaj od 21,5 gravitacijskih virov, je samo ena dodana vrednost, je boljša oskrba z vodo, je kvalitetnejša oskrba z vodo in cenejša. Res pa je, da uradniki naši bolj iščejo ovire kot pa rešitve. To je moje ključno sporočilo. Uradniki iščejo probleme, ne pa rešitve, in do teh rešitev bomo morali priti v naslednjih tednih. Muta bo naredila vse, da izpolni svojo domačo nalogo, je bil jasen Vošner. Muta bo naredila vse, da bomo do aprila končali našo domačo nalogo, dosledno, in da bomo stvari speljali do 30. aprila, tako kot je bilo v velikem, bogatem, zahtevnem projektu. Od 1. maja naprej je pa zgodba nova in se bomo morali tako z Ministrstvom za okolje, tako službo vlade za regionalni razvoj, kot z vlado, če ne želimo zapletati te zadeve, da bojo morali tudi uradniki in župani prisluhniti našim zahtevam, saj smo januarja 2016 nedvomno sprejeli odločitev, da se ne odpovemo kvalitetnim in dobro oskrbo gravitacijskimi vodnimi viri. In zdrava kmečka pamet tukaj bo zagotovo zmagovalka. Vztraja, da bi vključili tudi najmočnejši vodni vir avstrijskega, saj da bi z uporabo gravitacijske vode cena vodooskrbe za končne uporabnike bila nižja, kot če bi uporabljali vodo iz črpališč. V občinskem svetu je sicer med svetniki prevladalo tudi stališče, da lahko občina Muta sama zgradi vodovod s Pernic, zato bodo naredili študijo in to podrobno analizirali. Vošner se s tem sicer ne strinja, saj da so v projektu vodooskrbe privarčevali 450 tisoč evrov, tega pa da ne morejo preusmeriti, saj da so takšna evropska pravila. Muški župan je bil jasen, da bodo najprej počakali na odgovor z ministrstva, kaj je z dodatnimi slovenskimi viri, in če ti viri ne bodo potrjeni, bodo ubrali eno od drugih poti, skupaj ali sami zase. Izrazil je tudi razočaranje nad tem, da na seji svetniki niso podprli predloga letošnjega proračuna. Za mene obstaja to veliko negativno presenečenje, to moram povedati v javnost. Obžalujem, da so se nekateri, sicer mali del svetnikov, v zadnjem trenutku odločili, da enostavno ne podprejo proračuna. Sedaj je žogica na njihovi strani, v skladu z statutom in poslovnikom morajo v tednu dni pripraviti nova izhodišča, ampak sedaj lahko zelo mirno v javnosti povem, da kakšnih revolucionarnih sprememb ne more biti. Mi imamo proračunske prihodke tam nekje na 7 milijonov 800 in sedaj tudi zelo širok konsens preko zbora krajanov, preko ljudi, ki imajo sedaj tudi, bi rekel, zelo jasno vizijo razvoja tudi z mano in z občinsko upravo. Vidimo, da smo pripravili dobra izhodišča. Je pa vse odvisno od posameznikov in zamer nekaterih je še prepričan Vošner, saj da so tudi v začetku prejšnjega mandata imeli prvo leto težave. Ostaja optimist, da bodo začetniške težave hitro premagali.